Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni tudi danes. Za tokratni uvod pa so si izposodila besede iz knjige Otroci so z nebes dr. Johna Greya, ki piše: poskusite ujeti otroke, ko delajo prav, namesto da iščete napake in se usmerjate nanje. V eni izmed naših preteklih oddaj, še ne tako dolgo nazaj, smo gostili gostjo Majo Koren-Kocijančič in že govorili nasplošno o kritiki, o njenem pomenu, kako jo prenesti v samem vplivu na nas. Delno sva se dotaknili tudi otrok, vendar v teh pol urah nisva uspeli vse povedati, zato je tudi danes naša gostja. Lepo pozdravljeni. Torej, danes se bova fokusirali na kritiko pri otrocih, ki pa so pri tem še toliko bolj ranljivi in občutljivi. Sami vodite prav Center za krepitev samozavesti, zato ste tudi ravno primerna, da govoriva o tej temi. Pa morda seveda za uvod, tisti gledalci, ki naju niso gledali v pretekli oddaji, da se samo vrniva torej na pomen kritike, kakšna je in glede na to, da ločimo več vrst, da jih torej opredeliva še enkrat. Ja, kritika je običajno razumljena kot nekaj negativnega, kot nekaj slabega. Najpogosteje Slovenci razumemo kritiko kot napad nase, torej kot katastrofo. In zato si kritike ne želimo, se lahko tudi izogibamo, oziroma če jo prejmemo, se odzovemo na različne načine. In poznamo 3 različne načine, na katere se odzovemo na kritiko. To je torej, ali je upravičena ta kritika, če se z njo strinjamo, je upravičena, ali je neupravičena, pomeni, da se z njo ne strinjamo, ali je delno upravičena, pomeni, da se delno strinjamo z kritiko. Aha, in pa konkretno ne zmeraj izviramo iz nas samih, zmeraj je vse v nas, kako vzamemo stvari, a ne? Točno tako, ne. Zdaj, pri kritiki je najpomembnejše to, da vzamemo mnenje druge osebe nase. Ker ne razlikujemo med tem, kdo smo mi in med našim vedenjem, vzamemo to kritiko nase in zato je potem toliko bolj boleča in je toliko težje sprejeti, ne. Pri otrocih pa je to seveda povsem drugače, ne? Tako je, ja. V bistvu smo starši tisti, ki jo morda tudi privzgajamo. Vsekakor, ne. Otrok ponotranji odnos, ki ga imajo starši do njih, ponotranji to do sebe. Kako mogoče? Kako? Ja. Tako kot starši kaznujejo otroka, tako on sam kaznuje sebe. In isto je tako, kot otroci kritizirajo otroka, tako on kritizira sebe. Ampak vsi vemo, ne, pa tudi sami ste rekli, da smo starši torej tisti, ki pomembno vplivamo na to vez z otrokom, ne, mu gradimo samo podobo. Ampak smo res samo mi tisti? Kaj pa okolica, konkretno sošolci, ki si jih otroci ne morejo sami izbirati? Če sva čisto realni, ne, otrok preživi več časa v šoli sošolci, kot pa starši, seveda, če govoriva med tednom, ne? Se zelo strinjam, ne? Ampak pri oblikovanju zdrave samopodobe in pri učenju načina spoprijemanja s kritiko so pomembna ta zgodnja leta, ko še otrok ni v šolskem sistemu. Torej, nekje do 5. leta starosti oziroma do 6. vstopa v šolo, otrok izgradi svojo identiteto, svojo osebnost in takrat smo starši ključnega pomena in pa pomembne druge osebe, to so lahko dedki, babice, vzgojitelji, učiteljice v vrtcu, ki otroka naučimo, na kakšen način sprejeti in podati kritiko, torej kako on potem izgradi svojo samopodobo na tej podlagi. No in tukaj ste mi dali dobro iztočnico, ker ste omenili dedke, babice. Zdaj se bomo osredotočila na starejšo generacijo, kajti včasih so bila pravila strožja, ne? Sploh v bistvu, če otrok ni spoštoval pravil, je bil ne samo besedno, tudi telesno kaznovana, ne? In takrat je bilo v bistvu drugače. Ampak vedno bolj pa se sploh v teh novodobnih časih razmišlja o tem, kaj tepeš, ali je kakšna besedna grda komunikacija oziroma sama graja na otroka dejansko pomeni na daljši rok, ne? Vsekakor, ne. Če je otrok v otroštvu deležen neprimernega vzgojnega načina, kot je recimo tepež ali kritiziranje nanj kot na osebo, ima to kasneje posledice v kasnejšem življenju. Primeri poniževanja so kritike na osebnost otroka, si nesposoben, si len ali še kakšni neprimerni izrazi, kot tudi fizična kazen, ne. To je zelo pomembno, ker otrok potem dobi sporočilo, nisi okej takšen, kot si, s tabo je nekaj narobe, ne. In to pomembno vpliva na oblikovanje otrokove Mogoče misli, samozavesti. da nima zdaj več ljubezni staršev, ne, če ga na tak način kritizirajo, predvidevam. Točno to, ne. Otrok
ne razlikuje med sabo in svojim vedenjem in če ga starš na tak način kritizira, on to zelo vzame nase, ne, in se počuti slabo. Kakšna pa je potem prava kritika za otroka? Prava kritika je kritika na njegovo vedenje. Aha, ne tako, da nanj ga osebno, ampak na vedenje, ki ga je naredil. Ja, recimo en primer, ne. Otrok razbije eno, recimo, vazo, ki je nam zelo dragocena, in mi se lahko odzovemo na različne načine, ne. Če podamo kritiko na njegovo vedenje, rečemo, razbil si to vazo, to ni okej, neprimerno si se vedel, ampak še vedno si vredo fant. Če bi pa podali kritiko na njegovo osebnost, kaj je nesprejemljivo, kaj ni primerno, bi rekli, neroden si. S tabo je nekaj narobe. Zakaj si to naredil? Ja. Ne? In to je ta razlika, ne? A izhajamo iz tega, ti si vreden spoštovanja, si vredo otrok, če kdaj narediš kakšno napako, mu to povemo otroku in mu damo tudi ideje, kako to popravi, to napako, ne? Torej, otrok ima možnost izbire, ker kritiziramo njegovo vedenje. Če pa kritiziramo otroka kot osebnost, si len, nesposoben, neroden, pa otrok nima možnosti za spremembo, ker sprejme, aha, takšen pač sem in zato razvije slabo samopodobo. Pa jo imamo dejansko, oziroma imajo starejši, ker je včasih bila drugačna vzgoja. Kje se to kaže mogoče na nas, na še starejši generaciji, ki so bili deležni takšne vzgoje, ki ste jo zdaj omenili? Ja, starejše generacije niso poznale tega razlikovanja med osebnostjo in vedenjem in zato je v Sloveniji najpogostejša pohvala, ki jo poznamo za otroka, priden si. To pomeni, priden si, pohvala na njegovo osebnost za to, kar je naredil. Če otrok ni priden, je poreden, torej je slab. To kaže na to, da so starejše generacije, ki so to besedo priden si to pogosto uporabljali, da niso razlikovali med osebo in vedenjem. In zato je toliko Slovencev čuti stiske ob tem, če naredijo napako, ker se spomnijo, aha, ko sem v otroštvu naredil napako, sem bil pa poreden, sem pa slab. In zato je ta strah pred napakami in pred kritiko tako močno prisoten med Slovenci. Spoštovani gledalci, če bi želeli tudi vi zastaviti kakšno vprašanje naši gosti, nas seveda lahko pokličete na telefonsko številko 01 237 3366. Verjetno nas gledate tudi kakšne mamice, babice, ne? Vprašajte, kar vas zanima, če mogoče vidite kakšno določen vzorec pri vedenju vašega otroka, vnuka, pa lahko seveda tudi pokomentirate potem. Bo tudi nas zanimalo, ne, da izhajamo iz konkretnih primerov. Ampak prej sva torej omenili generacijo drugo, ne, zelo veliko ljudi pa se ne strinja, govoriva seveda o starejših s takšnim pristopom, sploh pravijo, da se brišejo meje, da si zdaj otrok več dovoli. Vidijo mogoče sami morda že vnaprej negativne posledice v odraščanju, ko bo otrok mislil, da je vesolje sveta, potem ni navajen preveč besednih napadov in bo mislil, da se morajo vsi z njim lepo pogovarjati. Kako vi vidite to? Je to res ali zgolj je to prepričanje nekoga? Ja, delno se strinjam, zaradi tega, ker v načinu vzgoje obstajajo različne teorije in eni trije takšni vzgojni stili so najpogostejši, ne. To je ta avtoritativen stil, ki je bil v preteklosti, torej kazen, kritika na osebo, ta stroga vzgoja, ki ni poznala pohvale. Potem je bilo obdobje permisivne vzgoje, ker je temelj bil v tem, da otroka čim več pohvalimo, da ga ne kaznujemo. Produkt tega je bil razvajen otrok. Zdaj pa prihaja en nov vzgojni stil, ki počasi prehaja, no, tudi v Sloveniji je vse pogosteje. Lahko rečemo, ena zdrava kombinacija med ljubeznijo in med kaznjo. In tukaj je tudi potem način podajanja kritike, ne. Vzgoja samostojnega otroka. Ne pretirano podredljivega, pridnega otroka, kot je bilo v preteklosti, nerazvajenega otroka, kot je bilo v eno vmesno obdobje, ampak samostojnega in samozavestnega otroka. Ampak kje pa vi potem vidite ta dejanski trend, glede na to, da ste bili tudi socialna delavka? Ali se vedno več staršev tega zaveda, ali pa vendarle se nekateri vračajo v preteklost, tako kot so bili sami vajeni vzgoje? Ja, po večini je to, ne. Večina staršev vzgaja na način, kot so ga že sami prinesli iz svoje družine. Ko pa se pojavi neka stiska v družini, takrat pa starši lahko zaznajo potrebo, da zberejo več informacij. Ali se gredo izobraževati, ali poiščejo nek nasvet, ali preberejo kakšno knjigo, da se naučijo nekega novega pristopa. Starševstvo je vloga, ki se jo moramo naučiti. Ni enostavno, ja. Tako. In kvalitetne informacije o vzgoji otroka so staršem lahko zelo dobrodošle, ne.
Tako da, ja. No, nekateri so mnenja, da je v bistvu vzgoja s kritiko destruktivna, ne? Da pa samo priznanja in pohvale vodijo tudi mogoče do pretirane samozavesti včasih, ne? Pa je to res, a je kritika vedno destruktivna ali je lahko tudi pri otrocih konstruktivna in pozitivna, ker ti moramo ločiti, ne, kako starejši znamo razlikovati, kaj je konstruktivna kritika. Otrok morda se še toliko ne zaveda tega. Točno to, ne. Kritika je destruktivna, če gre na osebo otroka, ne. Aha, kot ste prej omenili. Ja, slab si, nesposoben, len, poreden. V takšnem primeru je destruktivna, ker avtomatsko razvrednotimo otroka. Konstruktivna kritika pa gre na vedenje. In to pomeni, da želimo, da otrok nekaj spremeni. In je lahko, ne lahko, ampak je del vzgoje. Če otrok ali razbije vazo, ali ne vem, želi risati po steni, ali karkoli, če sledi svojim impulzom, torej želi udejanjiti neko svojo željo in se nam kot staršem zdi to neustrezno, smo mi dolžni, da mu to povemo, ker smo odgovorni. Kako? Dajva reči kako. Torej, otrok želi risati po steni, kako naj starš odreagira? S kritiko. To mu povemo z konstruktivno kritiko. Mi lahko razložite točne besede? Ja. Mihec veselo riše po steni, je zadovoljen z to svojo stvaritvijo, pride očka in se razjezi, ne. On je prepleskal steno, lepo dnevno sobo imajo, ne. Kar ni ravno poceni, ja, in potem se razjezi. Očka pač ima to svojo predstavo in očka ima v mislih, otroci ne smejo risati po steni, vzgojimo otroka, da ne bo risal po steni. Kaj mu reče, kako? Kako, da bi bilo to konstruktivno. Lej, Mihec, jaz vidim, da ti zelo rad rišeš, ampak lej, pri nas doma rišemo samo na papir, po steni je nedopustno risanje. A je kater starš takole miren, kot ste vi odgovorili? Ali je to samo teorija? Ko vidimo, kaj moramo vzdihniti. Ni prepovedano, da se razjezimo, ne? Če smo spoštljivi, če kritiziramo vedenje otroka, kaj si to naredil, to je bilo napačno, da si to naredil, da smo spoštljivi, ne? In smo lahko jezni in spoštljivi hkrati. To se ne, mislim, ne iznačuje, ne? Gre se za to, da ne ustrahujemo otroka in da damo konkretne kazni, ne? To rečemo otroku, majhna vrednost je, da bo otrok to upošteval, sploh če je manjši, ne? Se opravičujem, ker vas prekinjam, zdaj so mi že dvakrat rekli, da imamo klic na čakanju, pa sem želela, da dokončate, ampak se bova še vrnili k temu, kar je pomembno. Javljate mi, da je gospa Ana na liniji, pozdravljeni. Gospa Ana, ste v živo, pozdravljeni. Ste tudi sama mamica, babica? Ja, sem. Kakšen primer boste povedali? Mene zanima, kako odreagirati v primerih, ko imaš res tak težek dan in otroku cel dan težiš ne tega, ne tega, ne tega in ga kritiziraš vse povprek. Kako se takrat umiriti in zadihati in normalno komunicirati z njimi? Verjetno so še takšen dan otroci bolj naporni ali pa se samo nam zdi. Hvala lepa, bova odgovorili oziroma bo gostja odgovorila. Ja, pogosto otroci čutijo našo nerazpoloženost, ne? In ena kritika porodi drugo kritiko, ne? V takem primeru je mogoče najboljše, da si kot starši, da si priznamo, da smo utrujeni, izmučeni in si poskusimo pridobiti nekaj minut zase, da se malo sprostimo. To pomeni, da otrokom damo neko nalogo, da se malo sami zamotijo, da pogledajo eno risanko, eno knjigico preberejo, da se mi malo spočijemo, da se malo sami sabo pomenimo, zakaj smo danes tako razdražljivi, zakaj nas toliko stvari moti pri otroku, ne? In izhajamo iz tega. Naš otrok je okej, če naredi kaj neprimernega, je to samo neprimerno vedenje. Ali pa mogoče priznamo, poglej, danes sem res zelo utrujen, karkoli boš naredil, me bo ziritiralo, prosim, ne vem, da vsaj se umiriva, tako kot ste rekli. Je to to ali na kakšen drug način? Lahko otroku priznamo, da smo utrujeni, da smo manj pozorni, ne? Damo mu vedeti, si mi pomemben in imam te rad, ampak danes pa ne morem biti polno prisoten. Boljše, da mu pojasnimo, kot da dajemo kritike nepojasnjene na njegovo vedenje, ne? Upam, da sva odgovorili na vprašanje gledalke in da je zadovoljena z odgovorom. Zdaj pa se vrniva torej k Mihcu, ki riše po steni. Sva pri očku, ki je prišel v dnevno sobo. Rekla sem, ali so dejansko vsi tako mirni, torej ostaniva zdaj pri konkretnih besedah. Očka je jezen, ne, ker vidi, da Mihec riše po steni in to je okej, ne.
Ni okej. Jeza je sporočilo, da naj oseba spremeni svoje vedenje. Ne? In če očka ne bi bil jezen, se mi to ne bi zdelo nič takega. Ne? Bi pač še naprej risal po steni. Ne? Torej, očka lahko je jezen in lahko na umiren način pove, da to ni primerno vedenje. Če Mihec tega ne upošteva, potem stopnjujemo kazen, stopnjujemo način vzgoje. Preidemo do grožnje h kazni. Mihcu napovemo, kaj se bo zgodilo, če ne bo nehal risati po steni. Ali mu vzamemo, ne? Najprej samo napovemo, ne? Rečemo, lej Mihec, mogoče Miha, ne? Mihec je ljubkovalno, zdaj smo že jezni, lej Miha, ne? Če ne boš nehal risati po steni, pa zvečer ne boš gledal risanke. Aha, to da otroku eno sporočilo. Očka je res jezna, torej res moram nekaj spremeniti. Če mu da, lahko še kar riše, ne? No, pridemo na višjo stopnjo, če še kar riše ta mladi umetnik, ne? Torej, in potem pride do tega, da uresničimo kazen, ne? In rečemo, lej Miha, tretjič ti povem, da ni ustrezno, kaj počneš, torej zdaj s tem boš prenehal, ga odpeljemo v drug prostor, karkoli da preneha s to aktivnostjo, to je naša dolžnost staršev, da otroka vzgojimo, česar ne sme in kaj sme, in potem zvečer dejansko uresničimo kazen, torej mu ne damo zagledati risanke. Morda še to gre, ker so tako majhni, ne? Vidim probleme pri starših, ki pa imajo najstniške otroke, ne? Tam pa že ni več poslušnosti in v bistvu z lepimi besedami včasih ne gre več. Kakšne izkušnje imate vi potem s takšnimi primeri? Ja, Dejansko prideš na osebno kritiko, v bistvu že na skoraj hude grožnje, ne? Lahko. Zato je to pomembno, da začnemo v mladih letih otrokov na pravilni način podajati kritiko in ga vzgajati, ne? Da kasneje v najstništvu, da ne pride do takšnih velikih nesoglasij v komunikaciji. Ne? Kritike na osebnost so nedopustne, ker razvrednotijo tako otroka kot odraslega človeka. Ne? Kaj pa, ko starš ne vidi več, nima izhoda? Kot starši imamo pravico kaznovati otroka, torej mu odtegniti nekaj, kar je njemu pomembno. Ne? Ali neke njegove želje, ali je to večja žepnina, ali je to večerni izhod, ali je to neko novo oblačilo. Na tak način otroka discipliniramo. Ampak ja, verjetno je to najstniki neka tema, ne, ki bi bila spet bolj obširna, ne, in malce težja za pogovor, glede na to, da bi morali biti kar konkretni z vprašanji. Spoštovani gledalci, če imate kakšno vprašanje, nas kar pokličite. Morda se zdaj torej potem kaj vrneva nazaj spet k majhnim otrokom, lahko še izpostaviva kakšen primer. Mogoče, kričanje, samo kričanje, izsiljevanje. Doma. Torej, otroku rečeš, pospravi igrače, preden greš spat, on to ne želi, se vrže po tleh, ker izsiljuje. Ja, otrok izsiljuje, ker pač verjame, da nas bo prepričal, da bo dosegel svoj cilj, ne? To je njegova želja, pač, da pusti razmetane igrače in on želi doseči to željo. Ne? Naša naloga staršev je, da mi precenimo, ne, ali je to pomembna želja ali ni pomembna želja. Ne? Ampak v tem primeru je za nas nesprejemljivo, da otrok kriči. Mogoče niti ni toliko moteče, ne, da te igrače da so razmetane, ampak moteče je to, da otrok kriči. Ne? Kaj narediti v tem primeru? Isto podobno kot pri risanju, otroko podati kazen, napovedati mu, kaj se bo zgodilo. Če ne boš nehal kričati, to kričanje je neprimerno, ne bo pravljice, ne bo večerne risanke. Če je to lahko izvedljivo v praksi. Zdaj pa imava telefon, sporočajo mi, da je na liniji gospa Sabina, pozdravljeni. Pozdravljeni. Jaz bi pa imela eno vprašanje, namreč, ne vem, pač imam prijateljco, pa večkrat pač pride z njenimi malimi k meni na obisk in pač v vsakem stanovanju pač veljajo druga pravila, pa sem pa tja. In ti otroci so zelo razposejeni, ne vem, odskakanje po kavču, obucih in takih stvari, kaj pač nekak jaz ne dovolim in je pač zelo težko, pač, ker niso lastni otroci, pač neko kritiko dati oziroma nekaj pač povedati, no, kako na ta način, če niso lastni otroci pri drugih to speljati. Hvala lepa. Se strinjam, ja, da je to zelo težko, zaradi tega, ker se bojimo, da bomo koga užalili. Ne? Tudi, če mi podamo kritiko na spoštljiv način, obstaja verjetnost, da sogovornik ne bo sprejel na tak način, da se bo užalil. Ne? In mi pač nekoga povabimo na obisk, to je nek lep dogodek, ampak če se otroci neprimerno vedejo, smo upravičeno jezni, ne? Ker pričakujemo od staršev, ki so na obisku, da bojo znali disciplinirati otroke. Ne? Tako da
lahko pač na miren način povemo, da je to za nas nesprejemljivo. Če oni tega ne upoštevajo, potem poskušamo ob naslednji priliki drugje organizirati ta obisk. Ne? V redu, če pač tega konkretnega primera ni, da bi kje druge organiziral, glede na to, da je prijateljica, hodi k njej. Ne, če prijateljica ji verjetno lahko reče, joj, ne, mene pa to moti. Ali bi bilo boljše, da otroku postavi že pravila? Dragi otroci, zdaj ste pa prišli k nam na obisk, tukaj so pa druga pravila kot doma. Naslednjič, ne vem, je to pravilno? Različne možnosti so. Ne? Prva je vsekakor to, da jasno povemo, s čimer se ne strinjamo, torej podamo kritiko. Lahko tudi to je zelo ustvarjalen način iskanja rešitve, ne? Da mi postavimo otrokom pravila, tudi to je možno. Ne? Kaj pa, če se staršev pa ne zdi nič takega? Mi smo imeli primer, torej, ko so fantje z palcami klestili ob, pa v redu še smreka, ne? Potem je že skoraj šlo do borovnice. Kaj konkretno odreagirati na ta primer, ali če mečejo kamenčke v domačo živalco, muco, ki je zunaj, in te je strah dejansko pač tujega otroka grajati? Ali zaobjameš celo skupino s tvojim ured, zato da ne nasloviš direktno na nekoga, ali lahko greš na tistega otroka? Zdaj, odvisno, koliko je to njegovo vedenje okružujoče, ne? Ali ogroža to eno žival ali drugo osebo. Ne? Če neka nevarnost obstaja, vsekakor gremo direktno na kritiko na vedenje tega otroka, ne? Da so neke resne posledice lahko nastanejo. Če gre pa samo za eno vedenje, ki nam ni všeč, da otrok skače po kavču, da nekaj razmetava, potem pa to podamo staršu. Pa spet ne, sva pri tem, kako podamo, ne, in na kak kritiko oseba. Ali kako mi podamo, ne? Tudi to, ja. Glede na to, da sva prej omenili torej, tisto izsiljevanje, kar veliko pa je zdaj izsiljevanja v trgovinah in kričanja. Pa bova se potem tukaj ustavili na otroku, kako naj mamica odreagira in kako naj tisti, ki to spremlja, ker smo spet pri starejših, kjer jim je to nedopustno, niso navajeni. Torej, v trgovini otrok želi nekaj dobiti, konkretno ne dobi in se vrže po tleh. Zakaj pride do tega? Ja, otroci imajo veliko želja, ne? Tudi reklame jim dajo ideje, ne? Kaj vse bi še oni imeli. Ne? In ko končno jih pripeljemo v trgovino, vidijo vse te želje in razumejo, da je potrebno to kupiti, jim starši povedo. Ne? In če starš reče, ne, tega ne bom, in ima otrok močno željo, da želi eno stvar, na različne načine poskuša, kako bi prišel do te stvari. Zdaj, to so ene razvojne faze, to preizkušanje trme, ne? Ampak recimo ta primer, kad ste ga navedli, ne? Otrok čustveno pritiska na starša na tak način, da ga želi osramotiti pred ostalimi. Ne? Otrok verjame, da bolj ko bo kričal, bolj bo mamico sram, kaj si bodo ostali mislili, in zato še pojača ta jakost svojega glasu. Ne? Zdaj, kaj lahko naredimo kot starši? Eno je to, da se ne odzovemo, da otrok vidi, da nima pozornosti naše in običajno potem preneha s tem. Ne? Tudi če se v trgovini dere in so vsi okrog njega, ne? Tako je. V bistvu to je naš otrok, mi ga vzgajamo. Ne? Zdaj, mnenje ostalih je pač mnenje. Ne? Zdaj, s tem upitjem načeloma nikogar ne ogrožamo, mogoče je komu moteče, ampak gre se bolj za odnos, ki ga imamo mi z otrokom. Ne? Kako bomo mi otroka naučili meje postavljati. Ne? No, ena stvar je pač, da pustimo, da izveni to njegovo iskanje pozornosti, drugo pa je, da mu spet napovemo neko kazen. Ne? Če ne zaleže, on še kar kriči, gremo proč in ga pustimo jokati, tako ali tako nas bo našel, ampak verjetno, da smo še na vidnem polju. Na neki varni razdalji. Ne? Zdaj, nekateri tudi prakticirajo, da otroka odvedejo iz trgovine in se zunaj pogovorijo z njim. Čist odvisno sicer od specifične situacije, ne? Ampak gre se za to, da smo pozorni na odnos, ki ga imamo mi z otrokom, ne toliko na okolico, kaj si ostali mislijo o tem dogodku. Ampak ja, dostikrat pa je, ne, da potem spet starejša generacija obsojajo starša, kako lahko dopusti, da se otrok dere in da ga sploh pusti jokati, ne? In potem se oni upetljajo zraven. To so realni primeri. Kaj v takšnih primerih, kako naj mamica odreagira in do otroka in do nekoga, ki njo obsoja? Tudi mamica se verjetno ali očka ne počutita dobro ob tem, ne? Vsekakor, staršem je že dovolj neprijetno zaradi kričanja otroka, kaj šele zaradi mnenj okolice. Ne? To je stvar družine, ne? Stvar staršev in otroka, kako to skomunicirajo in ostale lahko na nek vljuden način zavrnejo. Ne? Pač to ni vaša stvar, jih odslovijo. Ne? Mogoče pa se zdaj kakšen gledalec spomni primera, ne? In kako je obsojal, v tem primeru pač rečemo, pustite se, bodo že sami dogovorili ali kako. Ali lahko kdo mogoče drug pomaga staršu, torej da pa reče otročku, joj, mamica je pa šla, ne se jokat. Ali lahko tako pomagajo mamici, da ne bo v zadrego, ali raje ne?
Ne, zaradi tega, ker je naloga staršev, da otroku postavljamo meje. In ob tem nam je dostikrat neprijetno, ker čutimo sočutje do otroka. Nam je hudo staršem, da je otrok toliko nesrečen, nezadovoljen, da joka. Ampak naša naloga je, da to vzdržimo, to neprijetnost, da otroku jasno postavimo meje. Naloga staršev je, da otroku povemo, kaj je prav in kaj ni prav. S tem razvijamo otroka, ki zna razlikovati med potrebami in med željami. Tako ali tako pa bo to obdobje nekako izvodenelo, ne? Oziroma bo prešlo v drugo fazo, ko se bo pa bolj zavedal, da z izsiljevanjem ne bo dosegal. Ne? Čemu ne bomo nasedali, ne? Če mu pa nasedamo, pa potem ne pride do tega, ker potem se oblikuje razvajen otrok, ki vedno doseže, kaj si želi. Ne? Moramo torej vztrajati na svojem in... Vsekakor, ampak na spoštljiv način, ne? Da ne razvrednotimo otroka kot osebnosti, ampak mu rečemo, ja, imam te rad, razumem, da ti je to pomembno, ampak pravila so takšna in takšna. Ko se boš nehal dreti, pa greva naprej, ali kako, ne? Tako nekako, ja. Se spomnite tiste reklame, ne vem, če je ni celo, meni se zdi, da nizozemsko podjetje naredilo, ko se otrok joka v trgovini in potem je starš pobral drugo tehniko in se je še sam vrgel po tleh in je bilo otroku nerodno in je v trenutku nehal jokati, sta oba pobrala živila in šla lepo naprej. In je otrok videl, kako dejansko zgleda, ne, ko nekoga spravlja v zadrego. Zanimivo, ne poznam, pač zrcalo je postavil starš, ne, otroku, ne. Mogoče bi si kdo od nas upal to doma narediti. Doma vsekakor lažje, kot pa v nekem javnem okolju. Ne. Mogoče, torej, omenila sem, da imate tudi center za krepitev samozavesti. S kakšnimi primeri pa še prihajajo k vam? Z vzgojnimi težavami se na nas obrašajo starši. Predvsem s tem, ja, kako podati kritiko, tudi kako podati pohvalo. Aha, to je še ena tema. Ja, zelo pomembna tema. Kako? Ja? Kot tudi ostali, kar je glavna naša problematika, pa je predvsem težave v komunikaciji, ki jih imajo starši in otroci in tudi partnerja med sabo, ker je zelo pomembno, da je naš partnerski odnos dober, da smo lahko potem tudi kot starš močni v tem in enotni z partnerjem. Kako pa damo pohvalo? Zdaj smo obdelali torej kritiko, kako pa je potem s pohvalo? Pohvala je zelo pomembna, ker je protiutež kritiki. In z realno pohvalo oblikujemo trdno otrokovo samopodobo, gradimo otrokovo samozavest. Če smo prej rekli, da so škodljive nerealne kritike, so tudi nerealne pohvale lahko škodljive v tem smislu, da otrok lahko precenjuje samega sebe. To je tisti rek hvala graja. Ne? V tem smislu, če pretiravamo, če otroku rečemo si najboljši, si najlepši, si najpametnejši. To so nerealne pohvale, ki imajo prav tako lahko škodo v vzgoji. Zato se tudi pri pohvalah osredotočimo na otrokovo vedenje in pa na osebnost, ampak smo realni v tem smislu, da ne rečemo si najlepša deklica, ampak si lepa. Ali zame najlepša? Lahko, zame, ampak si lepa. Namesto si najpametnejši, si bister, si pameten. Torej so realne pohvale na otrokovo osebo, so zelo pomembne in pa tudi na otrokovo vedenje. Še posebej, ko kritiziramo otrokovo vedenje, pomeni, da znamo tudi pohvaliti njegovo vedenje. To si pa zelo lepo napravi, to si pa lepo narisala, všeč mi je, kako si spretna, kako se znajdeš. Pohvale so vsekakor zelo pomembne. V vzgoji gre za iskanje primerne kombinacije med kritikami in pohvalami. Včasih, če kaj pokritiziramo, ga kregamo, ker pač pride do tega, ne moremo zmeraj lepo odreagirati, lahko vsaj delno popravimo, tako da ga potem pohvalimo na drugi strani. Mogoče, ne vem, ga kritiziramo ali mogoče, ne vem, kregamo, ne, da je kaj naredil, po drugi strani pa se spomniš, kako si pa naredil to pa to dobro. Ne vem, na takšen način? Lahko, to je način podajanja kritike, tehnika, ki se imenuje sendvič. Da otroku, smo jo že omenili, že v prejšnji oddaji, ampak otroku podamo kritiko na tak način, da jo pohvalo in potem kritiko damo v sredino. Ne? Torej pohvalimo njegovo osebnost, podamo kritiko in potem spet eno pohvalo. Ne? Ampak, veste, včasih so pa starši, ki so se že mogoče na začetku tudi navezali na to temo, tudi v stiski, ko ne vedo več, kako ne odreagirajo. Ne? Dejansko vidijo, da bo otrok na nek način lahko zabredel, ne? Da bo šel na stran pota, na lepe besede ne zaležejo več, potem gre seveda na kritiko, tudi na tepež, ne? Sploh pa pri odraslih otrocih, ko že vidijo, da bo najstniški sin ali pa hčerka šla po drugi poti, nima več izhoda.
Konkretno sem pač to doživela tudi na morju, ko smo videli, da se je oče, ne vem, če ne celo fizično spravil na hčerko, vsaj po pač kričanju, ne? Ampak ko je potem obrazložil, poglejte, enkrat je že zabredla, vidim, da bo spet šel, nimam več druge izbire. Kaj v takšnih primerih? To je huda kritika, ne? V bistvu za otroka, pa vendar tudi starš nima izhoda, tudi on ne ve več, kaj v določenih primerih narediti, ne? Ja, to je zelo težka situacija. Kot sem že prej omenila, tudi starševske vloge se moramo priučiti. In takrat, ko se kot starši počutimo nemočni, je zelo pomembno, da si poiščemo pomoč. Da poiščemo strokovnjaka, ki nam da dodatne informacije, da najdemo en nov način iskanja rešitev. Ker če že enkrat nekaj ni uspelo, če drugič ni uspelo, je potem smiselno, da tretjič na en drugačen način odreagiramo. Ampak včasih, ker ne upamo poiskati pomoči, oziroma morda je komu nerodno, ne? Odvisno kakor komu. Ampak zato pa ste tukaj, a ne? No, danes je veliko, torej, kot sva tudi omenili, ne, kako je treba otroke spodbujati pri stvareh, potem se veseliti z njimi, ne, o njihovih dosežkih, kako naprej. Ampak pride pa čas, ko se mora zavedati tudi svojih omejitev, ne? Vsekakor, ne? To je to pomembno postavljanje meja otroku, ne? To je spet druga verjetno tema, ne, in veja, katere bi se mogoče bilo dobro dotakniti v kakšni oddaji. Vsekakor, ne, to gre za iskanje ravnotežja, ne. Lahko rečemo tudi, da je kritika del postavljanja meja otroku, ne. In potem pri vzgoji iščemo ravnotežje, ne, kako podamo zadostno število pohval in zadostno število kritik, ter tako otroku postavljamo meje, to, kar ste rekli, ne, da ve, do kod lahko gre, ne. In to otroci potrebujejo. No, kdaj pa so otroci dovolj zreli, da lahko sprejmejo kritiko kot takšno? Zdaj, starostno je to nekje od 3. leta dalje do 5. leta, da se otrok zaveda, da razlikuje med sabo in svojim vedenjem. Ampak smiselno je, da smo že od samega začetka striktni pri vzgoji, da podajamo kritiko na ustrezen način, ker otrok ponotranji ta odnos, ki ga imamo do njega. Otrok zazna tudi na nebesedni ravni, kaj mislimo s tem, tudi če kaj ne rečemo, če smo jezni, to otrok zazna, ne. Sicer pa vsak starš ve, kaj bo zaleglo, ne. Poskusi z lepimi stvarmi, mogoče z grdimi, potem pa najde nekaj, kaj mu se upada, ne, kaj bo dejansko delovalo pri njemu. A ni? Iščemo načine, ne? Vsak zase. Ali pa se učimo, lahko tudi tako gledamo. Ne, kot ste omenili, ne, biti starš ni lahko, vsakdo pa lahko do zunaj, ne, vidi, kaj bi mogoče bilo boljše, kar pa ni nujno, ne, ker pozna samo, kar se vidi na zunaj, ne pa kako je realnost, ne, znotraj družine, kako otrok odreagira dejansko doma, ne, in potem se soočajo s kritikami spet okolice. Lažje je soditi, ne, ko smo mi sami v tisti vlogi, pa se težje znajdemo, ne, ampak sama gledam na starševstvo kot na en zelo lep in dragocen proces učenja. In če imamo mi sami težave s kritiko, je pa to priložnost, da se mi najprej kot starši naučimo spoprijemati s kritiko, da najprej si sploh sami pojasnimo, kaj za nas pomeni kritika, kako jo podajamo, in smo potem opremljeni z znanjem, ki ga lahko predamo na svoje otroke. Ja, to pa je včasih kar težko, ampak ja, se moramo tudi mi se učimo, ne samo otroci. Najlepša hvala, da ste bili tudi danes naša gostja. Torej, prej sva speljali del kritike za odrasle, ne, pač danes potem sva speljali torej še otroke in se mi zdi, da pa sva povedali bistvo. Upam, da ste tudi vi, dragi gledalci, ujeli to bistvo, ki ga je naša gostja, gospa Maja, želela povedati. Mi pa zaključujemo seveda z lepimi besedami, ki nam lahko vsaj danes dajo misliti in nas morda spremenijo v komunikaciji z otrokom, morda vnukom, torej pohvalite otroka samega, pohvalite njegovo dobro vedenje in njegove dobre lastnosti, pohvalite ga, da bo imel rad sebe in da bo tudi o sebi mislil dobro. Mi se za danes od vas poslavljamo, seveda pa vas vabimo, da spremljate drugi del oddaje. Pa nasvidenje. Prisrčen pozdrav želim vsem skupaj, dobrodošli tudi v moji družbi. Danes sem z vami Mateja, intuitivna energijska terapevtka. Tukaj v vlogi za vas, da vam pomagam narediti korak naprej, da vam pomagam osvetliti vašo trenutno situacijo oziroma življenjski cikel, v katerem se učite, morda spuščate svoje strahove, morda spuščate družinske zapise, ki so vezani torej po vašem DNK-ju na vašo karmo z njimi. Skratka, vse tisto, kar po domače povedano ne služi več na vaši poti do vaše osebne svobode,
do vaše osebne dušne rasti. Torej, kot prvo, da lažje to razumete in predvsem, kako korak naprej. Torej, v katero smer se obrniti in kako si sami pomagati pri tem. 09063636 je številka, tako kot vedno, kamor lahko pokličete, zastavite svoje vprašanje. Katerokoli vprašanje imate, je pravilno in je dobrodošlo in verjamem, da bodo vaši vodniki, angeli in vse tiste bitja luči, ki imajo v tem trenutku pravzaprav poslanstvo delati z vami, vam bodo odgovorili na ta način, da boste razumeli in predvsem, da boste našli tisti pogum stopiti naprej v smeri svoje dušne rasti. Zdaj tile dnevi so izredno intenzivni in sicer izredno močno iz vseh nas kličejo na površje še tiste izredno globoke zapise različnih oblik strahov. To lahko, marsikdo mi poroča, da se počutite kot da ste nervozni oziroma imate nek notranji nemir, lahko vas občutek duši. Morda težje spite ali pa imate po noči take zelo intenzivne sanje, ki so, nekateri temu rečejo preroške sanje. Jaz jim pa rada rečem, da so zdravilne sanje, namreč preko sanj veliko dobimo tudi vpogledov, odgovorov. Velikokrat nas tudi vodijo do vzrokov, torej naših strahov in tako dalje. Seveda so sanje večinoma v obliki neke simbolike. Simbolika je oblika svetega jezika oziroma izražanja spirita, preko katerega nam pravzaprav dajo uvide. Nikoli ne dobimo takole na pladnju servirano to in to rabiš spustiti, to in to spremeni, ampak dobimo na ta način, da nas usmerijo. Zakaj je vedno tako? Zato, ker mi smo tisti, ki rabimo sprejemati odločitve v življenju. Za njimi stoji torej odgovornost in hkrati za to odgovornostjo potem sledi neko delovanje. Sledi sprememba, sledi osvobajanje in predvsem tudi soočanje z našo neodgovornostjo. In v tem obdobju, zdaj še posebej ta teden in naslednji teden, boste zelo v znamenju, kar se energij tiče, ko se bomo še soočali, kje vse nisem bila odgovorna do sedaj. Se pravi, kje nisem sprejela svoje odgovornosti, česa nisem spustila, pred čem morda bežim. Bežimo lahko že pred samim občutkom, torej se soočiti z, naprimer, strahom, da boste nekoga izgubili. Soočanje z strahom, da tisto, kar ste sprejeli kot odločitev, morda ni pravilna v očeh okolice. Okolica kot taka, sokreira naša življenja. Bodisi je to naša družina, bodisi so to sosedje, prijatelji oziroma vaši sodelavci, skratka vsi tisti, ki so v vašem tako ali drugače energijskem polju. Torej, sokreirajo tudi vaše misli, občutke in predvsem zopet vašo rast. In tudi to lahko danes vprašate, pravi zdaj angelčki. Tisti, ki se morda pa soočate ravno s temi strahovi, oziroma ne razumete, kaj je to, kar se je dvignilo, ker dvigne se ponavadi kot neka stara plast. Če si predstavljate zemljo, ko jo prerežemo na pol, se tudi kamni zlagajo v različne plasti in tiste najbolj globje, so najbolj trdne plasti, torej najbolj trde snovi. Ravno tako so ti naši strahovi in pa vzorci po plasteh shranjeni na našem energijskem polju. In ko se to dvigne se pa zato, ker nam tukaj služijo torej tudi kolektivne energije, ki se stekajo na zemljo. Seveda imajo vpliv na nas toliko, kolikor smo pripravljeni na dušnem nivoju. Na dušnem nivoju določeno stvar spustiti, transformirati, ozavestiti, predvsem pa zopet sprejemati odgovornost. In včasih nam pomagajo tako kot magnet, da potegnejo na površje točno tisto, kar pa rabimo ta trenutek spustiti. In vsi ti procesi niso enostavni, ker do neke mere vedno podoživimo. Zdaj, če spuščamo strah, je tako, kot da nas je zopet podobne situacije strah do neke mere. Seveda ta strah ne podoživimo 100%, ga samo v parih procentih, ampak še vedno je pa to preveč intenzivno lahko v danem trenutku. Lepo pozdravljeni, kdo je z mano?
Dober dan, želim gospa Mateja Marija na tej strani. Pozdravljena. Pozdrav, lepo bi vas prosila, če mi lahko poveste, kaj mi vodniki sporočajo. Boste kar naredila globoko dih skozi nos, globoki izdih skozi usta. Pa ponovite še 2-krat. Meni kažejo en odnos, konkretno odnos z določeno osebo, ki vas ali skrbi ali o njem razmišljate. Ali ste razmišljala v preteklem obdobju, zdaj ne. Ja. Bom povedala tako, kot pravijo, potrebno je spustiti strah v povezavi s tem odnosom. Tisto, česar vas je strah, ko pomislite na to energijo, pravijo, ta strah je izredno velik, ampak je votel, torej nima vsebine, nima korenin, se pravi, je imaginaren, če me razumete, sploh ne obstaja. Strah vas je pa zato, ker ta konkretna oseba oziroma odnos, situacija vam pomaga spuščati nekaj za nazaj. Konkretno ta odgovornost, o kateri sem zdaj govorila, Namreč, velikrat ste doživela v življenju, da za sprejete odločitve, da ste dobila en pok nekih projekcij potem, strani različnih ljudi. V tem smislu, zakaj tako, pa zakaj nisi drugače in podobno. Projekcija pomeni, ko nekdo si dovoli soditi o vaših odločitvah, čeprav nimamo pravice soditi nikogar. Vi ste vedeli, zakaj se odločate, zato ker v danem trenutku veste, da je tako najbolj prav za svoje najvišje božansko dobro. Ne razumete, kaj hočem povedati, kjer vzrok se čisti? Se pravi, ta strah, ki se je dvignil, je pravzaprav povezan s preteklostjo. In bo sigurno minilo, je pa res, da rabite pa vi zdaj vzeti moč v svoje roke in razložiti sebi v ogledalu, to je en tak super trening, da ne dajete moči strahu, ampak greste naprej, vidite preko strahu. In zdaj le probiva, recimo imate zaprte oči. Če vzamete strah stran, kaj ostane? Torej, to, česar vas je strah, da sploh ne obstaja. Kaj ostane? Ljubezen. Odpuščanje. Svoboda predvsem. Kar se vam dogaja na dušnem nivoju, je ravno to osvobajanje vseh strahov, ki so pravzaprav kot sidra, ki nas držijo še v tej dualnosti, torej v zavesti žrtve, pomanjkanja, v zavesti ran, se prav tega se osvobajate, in proces, kako to izgleda, je točno takšen, kakršen ga imate ta trenutek. Ste varna, imate izredno močno podporo in tudi ta konkretni odnos, jaz vidim čez mesec pa pol, najkasneje bo to čisto druga zgodba. Takrat, ko boste vi strah spustila, bo tudi oseba čisto spremenila način in komunikacije in energijo kot tako, ker ne bo več rabila vam pomagati strah spuščati. Sem za to osebo, nekako ne vem, kdo bi to bil. Vidim, kaj bodo rekli. Meni se kaže moška oseba. Lahko je to tudi starš, recimo oče ali
kakšen od prednikov. No. Se vam bo jasno zdaj v teh dneh. Ja, z energijo se gre, a ne? Ne spustijo me dlje. To pomeni, da je to pač vaša pot zdaj osvobajanja. Se boste vedela točno v naslednjih dneh, no, v naslednjih tednih, za katero osebo se gre. Ampak jaz bi upala trditi, da je to oče, moška linija. Ne? Še enkrat pravim, projekcije, energije, ozadje tega. Ne? Se pravi, ko spomin pride na to osebo, se dvigne strah, me razumete, ki je povezan s tem, da niste mogla biti vi, da ste bila sojena za svoje odločitve. Ne samo strani te osebe, ampak potem tudi vsi ostali v življenju. Ne? Se to bom zdaj več tudi razlagala v oddaji. Kar je najbolj pomembno, je samo to, da veste, da se ta skupek energij dviga in zdravi, a ne? Da je čas, da odidejo. Ker to bo samodejno šlo, ne? Samo rabite, če ste občutke se malo poriniti, če si jim bo. Takole, ste v redu? V redu. Super. Se bom zdaj mečkam bolj poglobljeno razložila, no, tekom oddaje, ker vem, da je tole včasih razumeti mečkano izziv, a ne, ampak ko smo pa noter v samem tem procesu zdravljenja, nam pa potem se poklika, zakaj je bilo rečeno na ta način, kot je bilo, a ne. Takole. No, se vam naredim še eno podporo, bom delala tudi z vašim očetom. Hvala vam za vaš klic in srečno vam želim. Najlepša hvala vam. Tudi vam. Lep pozdrav, nasvidenje. Nasvidenje. Ja, bom res razložila, ker je pomembno, a ne? In sicer v družino, v katero se rodimo, torej mama in oče in sorojenci, stari starši in tako dalje, torej nikoli ni naključje, katero družino si izberemo. In ja, na dušnem nivoju si sami izberemo starše. To je pravzaprav dogovor tudi z njimi. Zakaj? Zato, ker vemo, da tukaj je pomemben tudi naš DNK zapisane. Po genetiki mi tudi se torej prenašajo ne samo fizični genski zapisi, torej oblika obraza, lasje in tako dalje, ampak tudi naši dušni darovi. In velikokrat, ker do sedaj večinoma so ti odnosi bili karmični. Ne govorim, da so bili vsi, ampak v večji meri. Če ne poznate teorije karme, kako prepoznamo karmični odnos? Tisti odnosi, ki so težki, ki so boleči, kjer se mi učimo morda meje postavljati, se zase postaviti, izražati sebe in tako dalje. Skratka, in velikokrat govorim tudi iz lastnih izkušenj, ko delam z ljudmi, je bilo tudi vodeno na ta način, da so razložili, angeli, vodniki in tako dalje, da so dostikrat tudi starši izbrali to vlogo, da bodo morda malce bolj hladni oziroma malce bolj težki v življenju, zato da bomo mi hitreje prišli do svoje notranje luči, da bo ta pot toliko močnejša. Zopet poudarjam, to ni zdaj primer, ki se ga lahko posplošuje, a ne? Potrebno je gledati na individualnem nivoju. Ampak vsi odnosi, ne glede na to, kakšni, ali smo v odnosu z mamo, z bratom, s partnerjem, kakorkoli že, tam, kjer je težko, vedno je znak, da se nečesa tukaj učimo ali oseba nasproti nas. To je zelo pomembno zavedanje, zato da ne gremo v občutek žrtve. Torej, da se ne počutimo kot nekdo, da smo kaznovani, ker nikoli nismo kaznovani. Samo ali izravnavamo nekaj za nazaj, oziroma smo tudi lahko v vlogi učitelja osebi nasproti nas. Pa se kasneje še k temu vrnem. Zdaj si bomo pogledali, kako do konca oddaje tudi pošljete SMS sporočilo. Vsi tisti, ki bi torej želeli prejeti terapijo na ta način in izkoristili naše terapevte, pa si kar pogledamo, na katero številko pošljete SMS. Spoznajte, kaj ste bili v preteklem življenju. Princesa ali čarovnica? Kralj ali tat? In kako se je vaša zgodba končala? Pošljite SMS Karma in svoje ime na 6116. Spoznajte svoja pretekla življenja. Izkušeni svetovalci bodo poiskali in prečistili vaše karmične blokade. Pošljite SMS Karma na 6116. Torej, do konca oddaje lahko tudi, kot rečeno, izkoristite možnost, da pošljete SMS sporočilo na številko 6116
in tako zaprosite na ta način za terapijo, za uvid, za vpogled v to, torej, kaj se na vaših energijskih nivojih dogaja ta trenutek. Zakaj je to pomembno? Zato, da lažje razumemo celotni proces. Mi v največji meri imamo zmožnost opazovanja, torej fizičnega, materialnega življenja. To, kar se meni spremeni, kot naprimer oblika menjave službe, partner, otroci, to, kar je otipljivo. In velikokrat pozabimo, skoraj vedno, da v 2/3 se pa sprememba vrši, dogaja in zdravi na energijskih nivojih, torej na tistih neotipljivih, nevidnih. Občutimo jih lahko preko čustev, preko morda vrtoglavice, morda so glavoboli tudi reakcija, morda ste bolj utrujeni, oziroma se vam potem tudi odnosi bolj lahko zaostrujejo oziroma čistijo, izravnavajo. Zato je pomembno tudi, da če ne drugega, da imamo vsaj to zavedanje v ozadju, da so tudi ti nivoji, ki se ravno tako trenutno vršijo in izravnavajo. In ko imamo to zavedanje, potem tudi lažje dopuščamo božanski čas, da se prizemljijo stvari takrat, ko je temu namen, da ne prehitevamo, da nismo neočakani. Čim smo neočakani, je to tako, kot da oddajamo signal v univerzum, da izsiljujemo dovršitev, da izsiljujemo dogodke, da želimo takoj razrešitev, ne bi pa radi opravili potrebne poti do tam. In lahko danes tudi izkoristite morda tisti, ki ste v tem zdravljenju, čiščenju svojih strahov, da morda zaprosite tukaj za podporo, lahko zapišete v SMS sporočilo strah, pošljete na 6116. Tudi sicer, če ste olimpijsko, torej da ne občutite pretirano nekih strahov v tem obdobju, če veste, da nekje v ozadju pa so še prisotni, bolj kot boste dajali sedaj namen, da se osvobodite, bolj boste podprti, ker energije v to podpirajo. Lep pozdrav želim komu? Dober dan, želim Lilijana pri telefonu. Lilijana, kako ste? Ja, gre. Rada eno, kaj vodniki sporočajo v tem konkretnem mojem odnosu. Se nekaj zatika, kako ne rečem. Stoji, miruje. Ja. Tako, ne sam trenutek. Pravzaprav oba dva sta v takem procesu osvobajanja ravno strahov, Strah pred izgubo. Na njegovi strani je pa strah pred odločiti se za neko spremembo, se pravi sprejeti odgovornost za svoje življenje. Zelo, zelo močno, ker pri njemu je tako, So obdobja, ko se čisto potopi, umakne v svoj mali svet, takrat, ko predeluje sam pri sebi določene stvari. Zelo je introvertiran in takrat je občutek, kot da odseka od sebe ljudi, oziroma odnos. Občutek je takšen. Saj ne dela to namensko za nalašč, ampak to je njegov način soočanja s samim seboj. In zelo, zelo močno mu pa zdaj ven prihaja tudi občutek nesigurnosti vase. Jaz imam občutek, da se stalno počuti manj vrednega od vas. S tem, ko on vas opazuje, vašo veličino, vašo energijo, ste mu tako zelo božanska in čudovita, ampak on ima izziv s tem se soočati, če me razumete. Zato, ker on potem takoj dobi občutek, da ni dost vreden, kot da ne naredi dovolj, da bi si prislužil vašo ljubezen. Pa to ne zato, ker mu vi dajete tak občutek, ampak to je njegov proces. In tudi je njegovo, da se s tem sooči, ker to ima pa iz družine svoje, vzorec. V naslednji komunikaciji, ko boste imela pogovor, mu lahko tudi rabi slišati, veste,
da je v redu točno takšen, kot je in da ga imate zato tako zelo rada. Ne zato, ker rabi spremeniti eno tono stvari, če jih bo spreminjal, jih bo zaradi sebe. Ampak vi ga sprejemate takega, kot je, kar je tudi res. Rabi pa malo večkrat slišati, no, edino to, da se bo malo sprostil. Ampak bo malo tudi iz lukance nazaj pogledal, no, to ga vidim. Pač taka obdobja ima. Je pa res, da ste pa vi tista, ki odločate, koliko časa vam to ustreza na ta način, a ne? Ampak dokler se imate rada, je to tudi vajen način podpore, kot vidim, no. Vi ga tudi na ta način podpirate, kar je pa tudi zelo lepo, a ne? Skratka, temeljno sporočilo bo prišel ven, zdaj tako kot Noj zakopal glavo v zemljo, v svoj podzemni svet, a ne, in se želi malce skriti. Ampak težko mu je tudi zaradi tega, ker mu energije več ne dopustijo, da bi se skrival, a ne. Ampak ga silijo, da se rabi sam pred sabo odpreti, a ne več bežati samo od sebe. Takole. Evo, vama pošiljam podporo, tudi bom naredila tudi vama danes večer. Tako, da bo za najvišje božansko dobro obeh, so pa zdaj naredili mašnico, to je bilo namenjeno, da slišite. Upam, da vam pomaga, da vam služi. Čudovita ste, on pa tudi. Lepo bote. Tudi vam. Enako tudi vi. Srečno. Res so tudi odnosi v tem obdobju zelo se izravnavajo, tisti, ki jih še nismo do sedaj, a ne. Tam, kjer je še ostalo kaj karmičnega, zato ker še vedno Saturn zelo lepo vpliva na nas, tudi ostali planeti, a ne, in energije. Se pravi, smo podprti, da spustimo torej vse tiste lastne omejitve, ki nas še držijo v zavesti pomanjkanja ali žrtve. Zakaj? Zato, ker če želimo obilje živeti kot tako, ne samo finančno obilje, ampak obilje vsega, ljubezni, odnosov izpolnjujočih, sinhronitet, vsega tistega, kar nas pa podpira na dušni poti, potem se rabimo osvoboditi. Vsega tistega, kar nas pa pri tem omejuje. Ker strahovi so tako, kot da nam odrežejo naše antene, se pravi, nam preprečujejo dostop do tega, da vidimo, kaj vse je pa možno živeti. Kaj vse smo prišli manifestirati in kreirati. In dejansko, to je bila zelo dobra interpretacija pravzaprav strahu, da je to nekaj votlega. Torej, strah, ki ga mi vidimo, nima vsebine, nima korenin. Se pravi, če ga odstranimo, kaj potem ostane? Ostane res tisti vzrok, zaradi katerega smo prišli v ta strah, a ne? Predvsem pa, ko ga odstranimo, ko si rečemo, pa poslušaj, to sploh ne obstaja, potem kot prvo se prizemljimo in smo zmožni tudi bolj realno videti situacijo kot tako. Ali odnos, karkoli že, česar vas je strah. Bo pa izredno intenzivno v teh dneh. To opozarjam samo zato, da se ne boste ustrašili svojih procesov. In tudi, če imate osebo nasproti vas, ker včasih smo mi lahko tudi pravzaprav kot steber podpore tistim, ki pa grejo skozi svoje zdravljenja. Poskusite ne soditi, poskusite razumeti osebo. Ker tisti strah oziroma sam proces, skozi katerega gre ta oseba, je zgodba te osebe. In mi nikoli v resnici ne moremo 100% čutiti isto kot pa ta oseba, če me razumete. Ker ravno tako kot vi, greste čez svoje lekcije, greste čez svoje rasti, čez svoje zdravljenja in bo kot se bomo mi med seboj podpirali, se pravi, ko vidimo osebo, da je čisto konzumirana v strah ali v nek dvom, v skrb, kako bo se prihodnost iztekla in tako dalje, morda skrb glede zdravja, kar je eden tudi najmočnejših strahov, pravzaprav, ki nam kar odseka noge. Ko se bomo med seboj podpirali, potem bomo tudi lažje se soočali s tem, kar se pač rabimo soočati. In tudi tako je. V tem mesecu in v naslednjih ne bomo več mogli bežati pred nekimi stvarmi. Kar pomeni, da bodo dnevi in obdobja, ko bomo dobesedno dobili servirano pred obraz, tukaj še bežiš, a ne? Tukaj ne moreš več bežati, ker ni več časa. Toliko samo, da boste znali se opazovati, da boste pogumni pri svoji poti naprej. Hvala vam za vašo pozornost. Želim vam čudovit dan še naprej. Danes sem bila z vami Mateja, mi se vidimo prihodnjič. Želim pa vam zares, da se imate radi. Tudi, če se
zalotite, da ste negativni, da ste prestrašeni, pošljite si ljubezen. Če ne drugače, poglejte se v ogledalo in si recite na glas, da se imate radi. Ljudje rabimo tudi slišati, ker tudi to je naš kanal. In to je zelo pomembno, da znamo tudi izražati čustva in ljubezen in podporo. Hvala še enkrat in se vidimo. Lep dan.